Prva lekcija danes, izredno pazljivo pogrneva mizo brez čarovnije, da bo... Joj! Si že... Kako? Kdaj? Kaj? Kaj? Brez čarovnije. Morala bi jo pogrniti s kopitom, da bi to vpletla v lekcijo prijateljstva. Slišala sem pogrni mizo in sem se kar lotila. No, če ne bi uporabila čarovnije, bi me slišala reči, ta krožnik predstavlja tvojo glavo. Ta žlica je srce in noži so ostri, vendar previdno z noži. Metafore imajo več smisla ob dejanskem pogrinjanju mize. Naj jo pospravim? Samo prepričati se hočem, da si nared za to večerjo. Princesa Celestija se nama bo jutri pridružila, da vidi, kako gre z lekcijami prijateljstva. Če bomo samo ti, jaz in princesa Celestija, zakaj imamo 4 stole? No, bistvo vsega je, da pripelješ prijatelja. Tako bo princesa sama videla, kako daleč si prišla. In kako dobro učiteljico imaš. Ne morem izbrati, všeč so mi vsi tvoji prijatelji. Saj to je najboljše. Najti moraš novega prijatelja. Novega? Hej, se bom pa na silo spoprijateljila in s čarovnijo zasužnila vse prebivalstvo ponjevcev. Starlight? Samo hec. Moj mali poni, moj mali poni. Moj mali poni. Želim si vedeti, kdo v resnici si. Moj mali poni. Čarovnije ti z menoj delila bi. Pridi greva na potec, z nasmehom greva v isti svet. Deliti prijaznost je lahko, z malo čarovnije lažje bo, da si moj mali poni. Vedi, da si moj prijatelj ti. Poglejmo, novi prijatelj v Ponjevcih, najprijaznejšem kraju Konjetaje. Ne bo težko. Novega prijatelja rabiš kaj? Kot nalašč imam ponja zate. Gospa Starlight Glimmer, to je gospa Cake. Kako si, ljubica? A pečete? Lahko pomagam? Wow, gospa Cake, poglejte, kaj je nova prijateljica ustvarila. Prijateljica, to se lepo sliši. Pocukrane gate! Bi me rada spravila ob posel s to posebno čiračara torto? Oprostite. V njen bran, res je slastna. Mislim, da vem za pravega ponja zate, Starlight. To je Big Mac. Jep. Ne govori kaj veliko. Ne. Oh, kakšna škoda. Obožujem dober pogovor. Nekaj si ušpičila. Kaj se dogaja? Čudno se počutim. Toliko govorim in tako dobro se izražam. In zelo natančno naglašujem. Ščinkavec in taščica ščebetata v šumečem liščevju. Daj se neha! Ne morem prijateljevati z nekom, ki ne govori. In moja prva reakcija ne bi smela biti s čarovnijo ukazovati ponjem, da se vedejo, kot želim. No prav, spremenila ga bom nazaj. Ključ pri iskanju prijatelja je, da izžarivaš pravo lepoto. Prvi vtis je zelo pomemben, veš? Še dobro, da ste ve oprostile moj prvi vtis. No, vsak poni si zasluži še eno priložnost. No, imam izvrstno idejo. V mislih imam pastelno svilo tu in krinolino spodaj. Res misliš, da mi bo nova obleka pomagala pri prijateljstvih? S pravo obleko si lahko kos čemorkoli draga. Kdaj bo pa nared? Čez 3 tedne. Večer je jutri. Potem pa, kaj praviš na klobuk iz razprodaje? Raje ne. Nihče ne bo tvoj prijatelj zaradi obleke. Tvoj novi prijatelj mora biti ogrnjen le v kulskost. Kot si ti? Ja, ampak mene že poznaš za to.
Spitfire! Oprosti. Kdo je to? Oh, samo najbolj wonderboltski poni v Wonderboltih. Pridi, predstavim ti. No, a greš ali kaj? Moje prvo vprašanje bi bilo, kaj je Wonderbolt? Nisi še slišala za Wonderbolte? Kje si pa hodila? Zasužnjevala sem vasi, ne? Točno. Res si srčkana, ampak najbrž nisi to, kar je imela Twilight v mislih. Kaj se dogaja? To so ponijevci. Če tu ne najdem prijatelja, mora biti nekaj narobe z mano. Dobro, umiri se. Nihče ne najde prijateljev, ko je pod stresom. Znebi se stresa. Znebi se stresa. Natanko to sem rabila. Sploh ne govori. Imaš tudi ti enega tistih dni? Zame je prav vsak dan tak. Sem bom začela prihajati vsakič, ko obiščem ponijevce. Tudi jaz nisem od tu. Skušam najti prijatelja, ampak ni lahko. Sicer nič ne rečem, mislim, da vsi vedo za mojo preteklost, ker sem bila morda majčkeno povsem in popolnoma zlobna. Tudi mojo preteklost obsojajo. Končno poni, ki me razume. Jušna žlica, vilice za solato, žlica za testenine, zobotrebec. Počasi se mi dozdeva, da je po prijateljstvu največja čarovnija pravilna postavitev pribora. Twilight, veš kaj? Prijateljico imam. To je fantastična novica. Super je. Super, Mogočna je. mogočna. Ona je. Živijo princesa. Trixie? A se poznata? Lahko bi se reklo. Ne strinjava se vedno. A pomembno je, da mi je Twilight dala še eno priložnost in to cenim. Kaj te je prineslo v ponijevce? Velika in mogočna Trixie je prišla nastopati z novo predstavo Velike iluzije. Imenuje se Ponižna in spokorniška Trixina konjeniška turneja kezanja. To je pa malce predolgo ime. Delovni naslov je. Starlight? Sekundo, tukaj. Vem, da sem rekla, da se spoprijateljiš s komerkoli, ampak s Trixino in tvojo preteklostjo res nisem prepričana, da je prva prava prijateljica. A karkoli je že naredila, si jo oprostila, ne? Seveda, samo ni bila najprijaznejši poni. No, res si rekla kdorkoli in sklepala sem, da mi boš zaupala, da znam najti prijatelja, kot je princesa Celestia zaupala tebi. Prav imaš, zaupam ti. Le pravočasno se vrni na večerjo. Hvala, Twilight, ne bo ti žal. Upam. Aj. Ta čarobna predstava bo najboljša stvar, kar so jih ponijevci kdaj videli. Si že kdaj videla kaj takega? Noro je, poglej, no. Vsi vedno govorijo, da ti bodo dali še eno priložnost, ampak v resnici nikdar ne pozabijo. Tudi mene to skrbi. Kaj pa je? Slišala sem, kaj je Twilight rekla o meni in prav ima. Nisem bila prijazna. Zato razumem, če me nočeš za prijateljico. A se hecaš? Ti si prvi poni, ki ga poznam, ki sem v sanjah, kako se počutim. Znaš ohraniti skrivnost? Zakaj pa so prijatelji? Vse, kar sem počela, ker sem bila ljubosumna na Twilight. Najboljša je vsem in hotela sem jo premagati vsaj v nečem. Tvoja skrivnost je na varnem. Hvala. Mi pomagaš razpakirati voz? Z njim sem preživela veliko časa na cesti, zato je malce razmetan.
morda lahko pomagam. Zelo dobra sem v organizaciji. Čarobni rekviziti, pranje možganov. Pridem za tabo. Mislim, da imam nekaj na kopitu. Seveda, voz je takoj za vogalom. No, kako gre z novo prijateljico? Krasno. Hvala, ker sprašuješ na povsem nestrašljiv način. Ker se veš, če se slučajno nekako ne bi izšlo, ti lahko predstavim svojega prijatelja. Me veseli. Ne. Zdaj lahko prideš ven. Saj ti je všeč glasba, kaj ne? DJ Pony 3 bo odlična prijateljica za nocojšnjo izredno pomembno večerjo s Celestijo. Saj veš, če se v zadnjem hipu odločiš za spremembo. No, ko si prej v svojem gradu rekla zaupam ti, si mislila ne zaupam ti. Kdo pa še ve, kdo je kaj rekel? Jaz gotovo ne, veš ti? Starlight, rada bi le pazila na te. Saj to cenim, ampak motiš se glede Trixie. Taka je kot jaz, stkali sva pravo vez. Saj tega se malo bojim. Oh, kaj pa ona? Prosim, Twilight, vem, da skušaš pomagati, ampak sama moram najti prijatelje, če hočem postati boljša. Res misliš, da je Trixie ta, ki ti bo pomagala? Wow, Trixie ima prav. Res ji ne daj še ene priložnosti. Me prav zanima, kaj si torej zares misliš o meni. No, on bi bil krasen. Razmišljala sem. Rekla si, da je Twilight vsem boljša od tebe, ampak to ni res. Ti boljše čaraš. Samo kadar nosim dušo srkajoči zlobni amulet. Zato mislim, da to ne šteje. Hecna zgodba, nima smisla razlagati. Mislila sem na odru. No, seveda. Velika? Ja, mogočna, očitno. Ampak nisem najboljša. Čeprav sem velika in mogočna, obstaja trik, ki mi ga še ni uspelo izvesti. Mesečev spust v Mantikorjeva usta. Samo enemu čarovniku je do zdaj uspel. Mojemu heroju Hovdinju. Moraš se izstreliti v odprta usta lačnega Mantikorja. Ko te Mantikor prežveči in pogoltne, se čarobno prikažeš iz zaboja na drugi strani odra. Povsem nepoškodovan. To zveni zelo Nevarno? Hotela sem reči cool. Vedela sem, zakaj si mi všeč. Ne vem, kako je to speljal. Če bi jaz poskusila, bi me tisti Mantikor prežvečil in pogoltnil. Ne, če bi uporabila pravo čarovnijo. Očitno. Hvala, ker poveš. Ne, mislim, lahko pomagam. Ti bi začela s trikom in tik preden bi te prežvečil, bi te jaz čarovnijo rešila in ti bi se pojavila v črnem zaboju. Najbrž bi to delovalo. Ampak samo ena napaka, pa je po meni. Ko gre za čarovnijo, že ne delam napak. Morda bi bila lahko tvoja čarobna poni pomagačka. Temu rečemo pomočnica v čarovniškem poslu in nihče mi še nikdar ni ponudil pomoči. No, v čast mi bo. S tabo bo moja velika in mogočna čarovniška predstava še boljša. Pa nisem vedela, da je to sploh mogoče. Nocoj jim bova že pokazali. Ne morem. Nocoj je tista izredno pomembna večerja s Twilight. Se lahko malo potožim? Zakaj pa so prijatelji? Tudi če Twilight pravi, da mi zaupa, mi očitno ne zaupa dovolj, da bi si sama izbrala prijatelje. Najbrž imaš prav. Ni še ene priložnosti. Ko bi le lahko rekla, da sem presenečena. No, na srečo princese Twilight imam nocoj čarovniško predstavo. Če moraš na to večerjo, to povsem razumem. Upam le, da bom preživela mesečev spust Mantikorjeva usta brez nove pomočnice. Starlight Glimmer bo tu vsak trenutek. Prav vsak trenutek. Kaj, ko bi se predstavili?
Lekcije prijateljstva gredo tako dobro, da ima 3 nove prijatelje. Tako dober okus ima. Ne vem, kje bi se lahko tega naučila. Starlight Glimmer? Mislil sem, da si rekla stara glina. Kaj se dogaja? Lačen sem in glino potrebujem. Kranki Doodle, kako si smešen. Če dovoliš, grem preveriti, če je morda v kuhinji. Mogoče se je izgubila med artičokami. Starlight! Je kdo morda videl Starlight Glimmer? Iščem jo. Trixie. Torej, je to ponišna in spokorniška Trixie na konjeniška turneja kesanja? To je pa res zalogaj za usta. Delovni naslov je. To bo najboljši večer mojega življenja. Oprosti, najnih življenj. Tako sem vesela, da nisva na tisti bedni večerji. Si se kar odločila, da te ne bo na večerjo, ne da mi poveš? Pa se zavedaš, da te prav ta trenutek princesa Celestija čaka za mizo z izbrano postavljenim priborom? Ja, ampak Prav to je razlog, zakaj nisem hotela, da se spoprijateljiš s Trixie. Aha, še vedno mi ne zaupaš. Ampak veš kaj, princesa? Ni pomembno, ali mi daš novo priložnost ali ne. Starlight je morala izbrati med tabo in mano. In izbrala je mene. Tvoja učenka je izbrala mene. Zato, zmagala sem. zmagala? To zveni kot, da si se spoprijateljila z mano, da premagaš Twilight. Tako je. Čakaj, mislim ne. Malo me je zaneslo. Všeč si mi. Zmaga na Twilight je le plus. To mi ni pomagalo, kaj ne? Morala bi vedeti. Nihče drug v ponijevcih me noče za prijatelja. Zakaj bi me ti? Čakaj, se ni tako. Res sem tvoja prijateljica. No, zmagala si. Upam, da si srečna. Kaže, da bo velika in mogočna Trixie spet nastopala sama. Trixie? In točno tako je najbolj všeč. Hvala, princesa Twilight, ker si se znebila tega nadležnega ponija, ki je hotela biti moja prva prijateljica. Sploh nisem žalostna. Vsekakor se ne počutim, kot bi se mi srce strlo na 1000 koščkov. Pozor, pozor! Oglejte si, bravo neumnica, tokrat si ga res polomila predstavo bedne Trixie brez prijateljev na skesani turneji. Kaj to pomeni? To je delovni naslov! Pozor! Strahovi so uresničeni. Ponižerski mantikor. Samo nocoj bo velika in mogočna Trixie izvedla mesečev spust mantikorjeva usta. No, prihranite vzdihe za takrat, ko se zoperstavim pogubnemu žrelu pošasti in se pojavim v tistem črnem zaboju. Ta trik bi morala izvesti svojo veliko in mogočno pomočnico, ki je bila tudi velika in mogočna prijateljica. Starlight, ko sem prišla v Ponijevce, mi je princesa Celestija pustila sprejemati lastne odločitve in prijatelje. Tudi tebi moram pustiti to svobodo. Ne bi smela sama izbirati prijateljev zate. Tako kot jaz, moraš tudi ti sprejemati odločitve in zbrati prijatelje. Kaj pa, če me je Trixie res izkoristila, da te premaga? Čemur sem bila priča, je govorila iz srca. A o tem ne presojam jaz. Odločitev je tvoja. Starlight, če si kje blizu in bi bila še moja prijateljica, bodiva veliki in mogočni skupaj. Prosim. Pozor! Velika in mogočna Trixie!
predstavljam svojo veliko in mogočno pomočnico in prijateljico, Starlight Glimmer. Trixie? Kaj bi pa ti rada? Motila sem se, oprosti. In moram ti priznati, takega trika jaz že ne bi znala izvesti. Hvala, princesa. Kako narediš, da ti griva ves čas tako plapola? Za Minimax sinhronizira produkcija Falcon.